zanesljivo lahko trdimo, da so v članstvo ZDUS vključeni prebivalce Slovenije, ne glede na njihovo politično, versko, narodovsko, kulturno pripadnost in tako mora tudi ostati. Da s tem dokažemo, da se znamo pogovarjati, družiti in tudi pomagati potrebnim. Seveda je tudi potrebno ustrezno vodenje ZDUS-a, da tako politiko različnih ljudi tudi vodi. Zakon o dolgotrajni oskrbi bo po informacijah že v jeseni tega leta kot osnutek prišel v razpravo, kar nas izredno veseli in kar bo dejansko tudi uredilo nekatere zadeve, ki so dolga leta se v parlamentu in drugod razpravljale. Že nekaj let, odkar je ZDUS predobil status humanitarne dejavnosti, je zelo pomemben ZDUS-ov projekt Starejši za starejše in po vsej Sloveniji vključenih po preko 3600 prostovoljcev in je steber humanitarne aktivnosti v ZDUS-u. Temeljno poslanstvo ZDUS-a mora ostati skrb za gmotni položaj upokojencev, zdravstveno in socialno varstvo, duševno stanje, bivalni pogoji in skrb za nemočne in polne člane. Treba je preprečiti poglabljanje državljanov Slovenije v še večjo revščino. Kapital je pozabil, da socialni položaj aktivnih delavcev je eden osnovnih pogojev tudi za razvoj gospodarstva. Kršenje delovne zakonodaje in neplačevanje davkov in prispevkov in slab nadzor je kriv za nastalo situacijo v državi, kjer živi najmanj 200.000 ljudi v revščini. V času pisanja strategij vizij je naša vlada ponovno oživela izdelavo strategije dolgožive družbe. Zelo nas zanima to področje, zato tudi sodelujemo. Pričakujemo nekaj konkretnih rešitev vse do leta 2060. Menim, da je treba kar pohiteti, da bi se lahko opredelili praksam, ki jih uporabljajo tudi v razvitih evropskih državah, ki imajo podobne probleme. Demografski pokazatelji v Beli knjigi so povod za hitre reakcije. Prav tako je pokazatelj demografskih trendov in nas mora skrbeti, kako mladim omogočiti zgodno zaposlovanje in jih prepričati, naj delajo in bodo zato dobili tudi dostojno pokojnino. Menim, da je gospodarska učinkovitost edini vir za polnjenje državnega proračuna in se le ta premalo in prepočasi spodbuja. Vlada bi morala za to področje pripraviti strategijo, ki bi dala motiv in pomoč pri razvoju novih produktov, ohranjanju in modernizaciji projektov, ki so že na trgu, posebno pozornost po obrtništvu, turizmu, kmetijstvu in še bi lahko našteval. Imamo možnosti na nekaterih področjih tudi učinke podvojiti, izkoristiti naravne vire in s tem pripomoč k boljšem gospodarjenju Republike Slovenije. Realnem sektorju je treba omogočiti, da zaposluje po potrebi pogojev upokojevanja, urediti dvojni status samostojnih podjetnikov na realnih temeljih in nedorečeno je še zmeraj malo dela. Veliko pameti je v Republiki Sloveniji, treba je izkoristiti. Predvsem mislim to na inštitut Jožef Štefan, pa ne samo na njega, tudi na druge pomembne inštitute, na univerze, ki bi lahko prispevali mogoče še kakšen del k bistveno hitrejšem razvoju produktov v Republiki Sloveniji. Državne stroške, ki so prikriti s težko odejo pod naslovom agencij, zavodov in drugih nepotrebnih državnih ustanov javnega sektorja, je treba zmanjšati. Tega stroška nobena reforma na državni ravni ne prenese, zato pričakujemo, kdo se bo lotil tega zahtevnega dela in nakopičenih problemov in obremenitev v 25-letnem obstoju naše države. Ja, vsi kažemo na vlado, ni samo vlada odgovorna za to. S pomočjo vse aktivne politike in nas vseh strnimo vrste in naredimo skupaj blaginjo, ki si jo slovenski državljani zaslužimo. Upokojenci smo za sodelovanje in pomoč pri kreiranju pozitivnih reform vedno poleg. Lepo pozdravljeni, še naprej želim lep dan.